Živjo, sem Jana Pristušek in spet smo skupaj. Dajmo danes ponovno pogledati eno zadevo, ki je v toksičnem odnosu zelo pomembna. In to je, da se ne smem zmotiti in ne smem biti krivična. Ko pomislite na to, da se lahko zmotite, da lahko naredite krivico toksični osebi, kako se počutite? Kaj se v vas dogaja? Kaj se zgodi? Kaj naredite, da boste to preprečili? In tukaj je ta zanka, v katero se vedno znova in znova ujamemo. Toksična oseba nas zna prepričati, nam zna povedati, nam zna celo dokazati, da smo krivični in da se motimo in da nimamo prav in da pretiravamo in da ne razumemo in da smo pravzaprav mi povzročitelj vsega slabega v odnosu, da odnos ne deluje zaradi nas. Odnos ne deluje zaradi mene, zaradi tebe. In kaj se zgodi takrat v nas? Verjamemo. Zakaj verjamemo? Zato, ker ima toksična oseba neverjetno moč prepričevanja. Ona ima prav, toksična oseba ima prav. Ne glede na to, ali je narcis, ali ima mejno osebnostno motnjo, ali ima znake histrionične osebe. Čisto vseeno je, kjer tip toksične osebe je. Pomembno je to, kaj mi čutimo. Pomembno je to, kako deluje na nas. In to, kako deluje na nas, lahko spoznamo mi sami. Noben drug ne bo prišel k meni in bo rekel, ej Jana, veš kaj, ti pa čutiš to in to in to in to. Ker ne ve. Nihče ne ve, tako kot jaz ne vem, kaj vi čutite. Za vsak posameznik čuti edinstveno, vendar so neka splošna čustva, s katerimi pa lahko začnemo. In to je krivda. Kako se počutim ob misli, da bi bila kriva? To je prvo vprašanje, ki si ga lahko zastavimo. Ampak zakaj si tega vprašanja mi ne moramo zastaviti? Zato, ker smo toliko okupirani s toksično osebo. Zato, ker ne razmišljamo o sebi, ampak razmišljamo o njej. Zaradi tega, ker mi se ne sprašujemo, kaj je v meni, kaj jaz čutim, a je to realno, kako bi jaz ta moja občutja lahko malo zmanjšala, da mi ne bi bilo toliko hudo, da mi ne bi bilo toliko težko, da ne bi jokala vsak dan, da se ne bi spraševala, kaj jaz lahko naredim bolje in bolje in bolje in da ne bi upala takrat, ko ni več v kaj upati. Ampak tega se mi ne vprašamo. Jaz sem zdaj naštela en kup stvari, zavrtite si posnetek nazaj in še enkrat poslušajte. Samo ta del, zakaj jaz tako čutim. Ampak tega se ne vprašamo, zato ker toksična oseba nas zna tako okupirati, da enostavno ne razmišljamo o sebi, ne razmišljamo o naših otrocih, ne razmišljamo o tem, kaj je za nas dobro, kaj je za njih dobro, ampak razmišljamo samo o tem, kaj je rekel, kaj je rekla. In to, kar je rekel, to, kar je rekla, to, kar je naredil in to, kar je naredila, je čisto vseeno, ali je moški ali ženska. Mi občutimo kot krivdo. Nismo bili dovolj pošteni, nismo bili dovolj prijazni, nismo bili dovolj razsodni, nismo uporabili pravih besed, nismo se pravilno odzvali. Pa kaj še? Veste, v življenju, v teoriji lahko naredimo vedno prav. V življenju pa ne moramo narediti vedno prav. In tisti del narobe ni
100% narobe. Ni narobe do te mere, da nas je treba kar obsoditi ali pa da obsodimo sami sebe. Koliko stvari, dajte se vprašati, koliko stvari ste vi odpustili toksični osebi? Koliko besed, koliko dejanj, koliko možnosti ste ji dali? Kolikokrat ste ga ali pa ste jo razumeli? Kolikokrat ste to naredili sebi? Koliko možnosti ste si dali? Kolikokrat ste si odpustili? Kolikokrat ste sprejeli sebe takšne, kot ste? Ko jaz govorim o tem, da je treba sprejeti, da je treba stvari spustiti, se pravi, spustimo nekaj, na kar nimamo vpliva, je hkrati v določenih situacijah treba stvari sprejeti. Ampak ne na razumski ravni, na čustveni ravni. Mi razumsko, stvari so nam jasne. To je matematika, to je fizika, to je kemija, to je naravoslovje. Stvari so jasne. Dela tako in tako, naredil je to že, ali pa naredila je to že tolikokrat, kaj lahko pričakujem v prihodnje, če pravi, da se ne bo spremenila, da se ne bo spremenil. Podobne odzive. Razumsko je jasno, ampak čustveno nam ni jasno. Zato, ker mi z razumom čustev ne moremo spremeniti, mi jih lahko ukrotimo, mi jih lahko potlačimo, mi jih lahko spravimo iz vidnega, tako rekoč vidnega polja. To ni v meni, tega jaz nimam, ampak globoko v nezavednem to obstaja. In ta del je treba sprejeti. In ko ta del mi lahko sprejmemo, potem se zgodijo spremembe v nas. Ampak mi smo še zelo, zelo oddaljeni od tega. Zakaj? Zato, ker se ukvarjamo še vedno z dokazovanjem toksični osebi, da nisem kriva, da se ne motim tako zelo. In na kakšen način toksična oseba vzbudi krivdo v nas? Včasih z glasnim obtoževanjem. Poglej se, kakšna si, kaj delaš, zakaj si to naredila, zakaj nisi naredila drugače, kaj bi drugega lahko od tebe pričakoval in tako naprej. Lahko z nejasnimi stavki. Kdo bi si to mislil? Kako znaš ti razočarati? Tako, iz čistega nič, kot da strela udari iz jasnega. Ja, kako bi lahko bilo sploh drugače kot tako, kot je? Kaj pa? Kako pa? Je vprašanje. Kaj sem pa naredila narobe? Kaj je mislil s tem? Kaj mi je hotel povedati? In vprašamo. Ti že veš. Ja, kolikokrat ti bom pa še razložil? In nič ni jasno. Vsak dan nam je manj jasno. In po 3 mesecih, po 3 letih, po 30 letih, verjemite mi, da je vaš notranji kompas, vaš notranji zemljevid tako zmeden, da dejansko tavate v življenju v popolni nejasnosti, zato ker ne verjamete sebi. Verjamete nekomu drugemu. In teh drugih, to ni samo eden, zato ker izgubite, ker ste popolnoma izgubili lahko svoje občutje notranje moči in občutje vrednosti. In takrat postanete ali pa postanemo nemočni. Čakamo nekoga, da nas bo rešil. In kdo nas lahko v taki situaciji reši?
ta oseba, s katero smo, ali podobna oseba, ki bo prišla v naše življenje. Pa jaz zdaj nočem te stvari raztegniti, da spet ne bo nič več jasno. Ampak toksična oseba ima načine, na katere čisto vsaka oseba prime ali pa trzne, zato ker so te stvari v nas, ampak so v majhnih količinah. In ko zazna, kaj mi zagrabimo, takrat bo to izpopolnjevala. In v začetni fazi, če smo mi dovolj osebnostno zreli, dovolj notranje močni, rečemo, čakaj malo, tukaj nekaj ni v redu, jaz se tega ne grem. Če pa gremo čez to mejo in se začnemo braniti in hočemo biti pošteni in hočemo biti prijazni in hočemo biti zvečer človek, ko gremo spat, takrat smo in bomo verjetno pogoreli na celi črti. Zato, ker se bomo začeli ukvarjati z dokazovanjem. Namesto, da bi sprejeli svoj del, ni mi treba biti 100% poštena, pa zaradi tega še nisem slaba. Če vi mislite, da v življenju lahko živite tako, da ne boste ranili nobene osebe, se motite. Zakaj? Zato, ker tudi z najboljšimi nameni, v dobri veri, mi lahko naredimo narobe. Mi lahko naredimo stvari, ki so za nas dobre, za drugega pa ne. In ta del sebe je treba sprejeti. Jaz sprejmem ta del sebe, da nisem popolna, da se lahko zmotim in si znam odpustiti. Ampak to, koliko se mi zmotimo, koliko smo mi krivični, je en majhen delček, kjer to lahko uravnamo s pogovorom, kjer se lahko upravičimo, kjer lahko pogledamo vase in določene in se vprašamo, zakaj sem pravzaprav jaz tako mislila, zakaj sem jaz tako naredila, zakaj sem jaz tako reagirala. En tak primer je pulover. Veste, zakaj mora otrok imeti pulover, zakaj mora obleči pulover? Zato, ker imamo zebe. Ne zato, ker otroka zebe, zato, ker imamo zebe, zato, ker mama hoče. In na ta način, se pravi, v dobri veri, mi marsikdaj delamo stvari, ki jih drugi ne rabi. In ker nas ne uboga, ker ni po naših pravilih, potem pritisnemo. In zdaj, če se vrnem nazaj, ali sem jaz lahko kriva? Lahko sem kriva. In ta del je pomemben. Ali sem lahko krivična? Ja, lahko. Zato, ker je krivičnost nasprotje pravičnosti. In mi ne moramo biti pravični, če v sebi nimamo merila. In to je drugi pol, to je krivica. V nas sta vedno dve nasprotni čustvi. In ta del sebe, ta temni del sebe, ki ga nočemo, ga lahko sprejmemo. In sprejmemo ga na čustven način z notranjim otrokom. In zaradi tega je delo z notranjim otrokom tako zelo pomembno. In marsikdo ne pozna dela z notranjim otrokom, zamahne z roko in reče, to je samo igračkanje. Verjamem, ni za vsakogar, ampak dajte poskusiti, če je morda za vas. In če je za vas in če se potem počutite boljše in če vam je potem lažje, potem usvojite to metodo, usvojite BIM metodo, usvojite to tehniko in si pomagajte. Zato, ker bolj ko boste vi stabilni, bolj ko boste vi uravnovešeni, bolj ko boste notranje močni, več dobrega boste lahko naredili ljudem okoli sebe. Predvsem ljudem, ki so odvisni od vas, in to so otroci. Koliko pozornosti na dan dobi toksična oseba, mož ali žena, in koliko pozornosti dobi otrok? Moglo bi biti ravno obratno.
Zato, ker jaz vem, da toksična oseba zna tako okupirati drugo osebo, da se nima časa ukvarjati niti s sabo, niti z otroki. In to je narobe. To res ni v redu. Ostani z mano, bodi z mano, potrudila se bom, ne bom več krivična, bom drugačna. Pa to sploh ni važno. To ni važno. Razmerje je uravnovešen odnos dveh oseb, kjer sta varni, kjer sta obe varni, ne pa kjer se more ena neprestano dokazovati. Da ne bom predolga spet, vesela bom, če boste prišli na mojo spletno stran slišana.si, preberite knjigo Čarobni odnos, Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz, ali 8 moških, zakaj pa ne. Naročite se na YouTube kanal, kmalu se spet vidimo, slišimo in če hočete pomoč, če hočete hitro napredovati, če hočete hitre spremembe, potem ste vabljeni na osebno svetovanje z BIM metodo, kjer boste res hitro napredovali. Srečno, imejte se radi in poskrbite zase in za svoje otroke. Čau, čau.